pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 31. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Ob Kamniški Bistrici se bodo pomerili nogometaši Domžal in Brava. Skota. Pišek pred vrata. Tole je bilo nevarno in vendarle brani. Lepo Kovačevič in veliko prostora za Jošta Piška. Številni soigravci ga spremljajo. Jošt Pišek, Pišek strelja, brani Matija Orbanič. Odkar je Žak zapustil Križan, Šiškari ne delujejo več tako nevarni s prekinitev, ali lahko tokrat presenetijo. Dobra podaja pred vrata, gol! Luka Štor zabil je na drugi zaporedni tekmi, njegov 5. gol v letošnji sezoni, 35. minuta in Bravo torej po prekinitvi do vodstva. Ravno ko sem govoril o tem, da Bravo po odhodu Križana ni več tako nevaren iz prekinitev. Priložnost za Domžale, brani Orbanič, ni še konec nevarnosti in ni prekrška, pravi Bojan Mertik. Napad Domžal se nadaljuje, še ena podaja pred vrata, tokrat neposrečena. Bojan Mertik torej išče kontakt. Poglejmo zdaj. 11 metrovka za Domžale, to smo lahko pričakovali v trenutku, ko je torej Bojan Mertik stekel proti monitorju. Poglejmo zdaj še enkrat ta zorni kot. Franko Kovačevič. Kovačevič, Orbanič brani. Orbanič brani, ostaja pri izidu 0:1. Zdaj lahko, da je Orbanič seveda prestopil golovo črto, lahko tudi, da je kdo predčasno utekel v 16-metrski prostor. Rumeni karton za Kramariča in za Orbaniča. Še enkrat bodo seveda Domžalčani lahko izvedli najstrožjo kazen. Pravila so se seveda spremenila, zdaj bi lahko Domžalčani tudi spremenili izvajalca. Lahko pokaže jasno še en rumeni karton, če bo preveč jezikal. Franko Kovačevič je dobil znak. Franko Kovačevič, zanesljivo, in Domžalčani so prišli do izenačenja. 53. minuta, jubilejni 10. gol Franka Kovačeviča v letošnji sezoni. Zdaj je skupaj s Kotnikom 5. najboljši strelec lige. 43. gol Domžalčanov v letošnji sezoni. 19. kot izrazita favoritinja glede na vse težave, ki jih Domžalčani imajo zaradi številnih poškodb, pa tudi zaradi kazni Slobodana Vuka. Tamar Svetlin, tole imenitna akcija, priložnost za Kramariča. Kramarič, to da Tratnik odlično. Tole je bilo grdo, to da očitno je vse v redu s Trdinom. Benjamin Markuš za Kovačeviča. Španrenk je vendarle pravočasno stekel nazaj. Kovačevič pred vrata, tole je dobra podaja, gol! Gol za Domžale, popoln preobrat Ravbarjev, strelec zadetka pa Bartol Barišić. Hrvaška naveza je udarila, Barišić do 5. gola v letošnji sezoni. V 68. minuti so varovanci Simona Rožmana prišli do popolnega preobrata. Krasna akcija Franka Kovačeviča na levi strani. Z mojstrsko podajo je našel Bartola Barišića. Poglejmo zdaj še enkrat tole akcijo. Mark Španrenk je nasprotniku dopustil preveč prostora za podajo. Če sodnik ne bi dosodil prekrška, ne bi nič bilo narobe. Dobro skače Franko Kovačevič. Bušnja. Hodžić v skoku. Kramarič pred vrata, priložnost zdaj za Bravo! Gol! Žoga je v mreži, 2:2. Če bo zadetek obeljal, očitno ne bo. Ne, vendarle gol je, to da nekdo se je znašel na tleh. V
v skoku Precelj, Jakšič. Morda še zadnji napad, prava, Đurić odbija, ampak tu je Marjanac. Marjanac, priložnost za Bravo, priložnost za Flakusa Bosilja, to da brani Tratnik. Simon Rožman, po precej bledi igri v prvem polčasu ste v drugem delu stopili na plin, prišli do popolnega preobrata, potem pa je znova nekaj zmanjkalo za zmago. Kaj je po vašem mnenju danes bilo odločilnega pomena? Ja, bi se kar strinjal. Bi rekel, zelo kontroliran prvi polčas, niti ne tako slab. Vedeli smo, da bo nekako prekinitev šla v eno in drugo smer. Potem drugi polčas bi rekel full gas, zelo dobrih, nekje 30-35 minut. Težko je, bom rekel, ekipa naša, vidite, zelo mešana, zelo ekstra mlada in je težko od njih pričakovati, bom rekel, da bi izkušeno ali pa rutinirano tekmo pripravljeno do konca. Tako da mislim, da je bila na koncu za gledalce zanimiva, da se je nekaj dogaja, ali bom rekel, malo drame. Žal mi je mogoče spet posutih točk v nekem tekmovalnem smislu, ampak nekako bi rekel, da je točka iz obeh strani, mislim, da glede na pokazano na igrišču zaslužena. Zelo visoko ceno ste zaradi poškodb plačali v Sežani, pa tudi danes sta Hodžić in pa Đurić izpolnila kvoto rumenih kartonov, verjetno ogromno skrbi pred tekmo v Ljudskem vrtu. Ja, če je kolega iz Kopra rekel, da bo šel na zavod za zaposlovanje, mi bomo šli mogoče v 15 selekcijo poiskati igralce, da se bomo nekako dopolnili kader. Bo zelo težko, praktično smo ostali še brez dveh, ampak nikaj. Tisti, ko bojo, verjamem, da bojo, bom rekel, korektno oddelali svojo nalogo, po drugi strani pa je šansa, bom rekel, da izkoristijo, da vidijo ambient Ljudskega vrta. Tako da bo pestro, če se v teden, moramo se dobro pripraviti in upamo najboljše. Je pa danes zelo solidno na igrišču deloval Luka Topalović, kako ste vi zadovoljni z njim? Ja, super, sem zadovoljen. Bom rekel, vsi ti ekstra mladi igralci, ki jim pač namenjamo priložnost, so jo v prvi vrsti zaslužili preko treninga. Po drugi pa bom rekel, mi je všeč, da se niso ustrašili. Zelo solidna predstava, mislim pa, da in on in cela ekipa ima še tu ogromno rezervo, tako da letošnja sezona, bom rekel, je neka dobra uvertura. Ogromno stvari smo se naučili in verjamem, da pač, bom rekel, jim bo v naslednji sezoni samo še lažje. Aleš Arnold, odlična igra v prvem polčasu, potem se je zdelo, da ste na začetku drugega malce padli, pa znova ujeli ritem ob koncu drugega polčasa, prišli do točke, kako ste z njo zadovoljni? S točko smo absolutno zadovoljni, težko gostovanje tudi za nas, serijsko smo nabirali tukaj slabše rezultate. Res je, z oceno se popolnoma strinjam, uvod v drugi polčas tokrat zares ni bil dober, predvsem po vsem tem dogajanju okrog 11 metrovke smo izgubili preveč koncentracije in se dolg časa iskali. Čestitke pa še enkrat igralcem, res so najbolj zaslužni za točko in za to, da so se ponovno v zaključku tekme vrnili v takšno razpoloženje, igrali na takšen način in nenazadnje bili blizu tudi zmagi. Resnično se je nekako zdelo, da vam je tam nekako padla koncentracija, potem ko je nasprotnik ponovil 11 metrovko. Kaj ob takšnih situacijah recimo reči fantom? Ja, v tem trenutku je zelo težko, se pravi, direktno na igrišče prenesti informacije. Predvsem so vložili ogromno energije, niso ob tem odnehali, vložili ogromno energije, ampak tukaj preveč neracionalno. V prehodu v pressing smo se v bistvu pogosto prehitro odločali za to in pustili preveč prostora. Domžalčanom dovolili tako, da so hitro prehajali visoko, tam se je tudi zgodil ta zadetek, ampak sigurno nihče, nobena ekipa ne more držati koncentracije ali nivoja svoje igre 90 minut, mi pa gledamo, da zmanjšamo število minut, kjer nam koncentracija močno pade. Franko Kovačević, v drugem polčasu ste začeli igrati bistveno bolje kot v prvem, na koncu pa znova malce padli v samem zaključku tekme. Kaj je po vašem mnenju danes zmanjkalo za zmago? Pa dobro, ja mislim da je to normalno kad ideš na glavu, kad ideš igrat, nadigravat se, ideš stalno u pres, normalno da u nekim momentima padneš u nogomet. To se desi svim ekipama, to možemo vidjeti kad gledamo neke jače utakmice. Ali na kraju mislim da smo mogli doći do pobjede, nismo išli na remi, to je bod, mi smo htjeli 3, ali nema veze. Idemo dalje prema našem cilju pa ćemo vidjeti kako će biti do kraja. Še ena izvrstna individualna predstava z vaše strani, dosegli ste že 10. gol v letošnji sezoni, dodali tudi asistenco. Koliko vam je odleglo, ko je sodnik pokazal, da boste lahko 11 metrovko izvedli še enkrat? Pa u nogometu to se dešava da promašiš i normalno da ćeš promašiti kad izvodiš, ne znam, po sezoni 5, 6, 11 metrovki. Ali na kraju, ako si karakter, nije to problem pucat drugu i naravno da sam bio sretan da se ponavlja, jer vjerujem u sebe i znam da tu neće biti problema.
Maro Katinić, čestitke za osvojeno točko in pa za prvenec v prvi slovenski nogometni ligi. V zelo neposrečenem trenutku ste prejeli udarec. Zavedate, kako ste dosegli gol? Da, hvala na čestitkama. Mislim da smo prvo polovrijeme odigrali jako dobro, da smo tu osvojavali duele, da smo bili čvrsti, dobri na drugoj lopti. I onda taj rani pogodak u drugom poluvremenu mislim da nas je malo poremetio, još se ponavljao penal, tako da mislim da smo tu malo pali. I onda opet pred kraj drugog poluvremena sve ili ništa i evo, postigao sam prvi pogodak, nisam se mogao radovati, ostaje žal za tome, ali bitno da smo osvojili jedan bod i da idemo dalje. Ravno v trenutku, ko ste zatresli mrežo, ste pristali torej na tleh. Kdaj ste se potem zavedli, da ste dosegli zadetek? Ne, nisam znao. Stvarno u prvih 2-3 minute baš sam bio u bolovima i onda kad sam se pridigao, tamo kada sam ulazio u teren, vidio sam na semaforu da je 2-2 i onda sam skužio da sam zabio gol.